Gasilska olimpijada v Celju, velik dogodek za gasilce. Na njej pa so nastopile tudi 4 ekipe iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Na domači gasilski olimpijadi, ki se je odvijala v Celju na stadionu Kladivarja, so uspešno Slovenijo in Gasilsko zvezo iz Slovenske Bistrice zastopale 4 tekmovalne desetine. V konkurenci A, kjer tekmujejo gasilci do 30 let, sta tekmovali desetini Tinja in Oplotnice. V starejši kategoriji B pa sta svojo športno znanje potrjevali ekipa Kebla in Šmartnega na Pohorju. Prav slednji, torej Šmarčani, so v polnem sijaju zablesteli tudi v svojem 7. olimpijskem nastopu. Po izredno dobro oddelani tekmovalni vaji, ki je bila brez napak, so piko na i dodali tudi v štafetnem teku in se veselili srebrne kolajne. Olimpijski podprvaki so tako svojo zbirko kolajn zaokrožili na 4 zlate, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo. Ja, najprej bi se zahvalil vsem navijačem, vsem sponzorjem, občini in vsem, ki so prišli nas bodriti in ponosni smo na to, kar smo dosegli. Vaja je bila uspešno izvedena, zato smo imeli tudi dosti moči za štafeto, ki smo jo tudi uspešno upravili, ampak zmanjkalo je malenko do 1. mesta. Vlado Ačko pa je imel na olimpijadi tudi posebno čast, kajti s kolegico iz slovenske ekipe je prižgal tudi olimpijski ogenj. Ja, najprej bi se mogel zahvaliti moji ekipi, ki me je zbrala in to je res nekaj, kar ne vsak doseže. Največji uspeh v zgodovini gasilstva so dosegli tudi tekmovalci, ki so na igrah predstavljali vasico Kebel. Sedaj v njihovem kraju domuje bronasta olimpijska medalja. Pot do nje je bila trda in trnova, vendar je na koncu s to medaljo poplačan ves trud. Vajo so vrgli vrhunsko, čas 31:65, nato pa smola v drugi predaji v štafetnem teku, kazenske točke in na koncu le stopničke. Kolajna je super, zvišana, po eni strani pa malo grenkoge še zadnje ostaja, ker bila moče malo više, ampak je super tole, tako da je zadovoljni. Vaja je bila odlična, tudi štafeta bi bila odlična, ker ne dvomim, ampak začele so malo pestiti poškodbe, cel teden malo treningova tega, mogoče malo preveč in je bila mala napakica, se pravi, kakšne 2-3 sekunde smo zgubili, tisto, kar bi zmanjkalo z 2. mesta, ampak medalje. Lepo zgodbo, vendar z malo grenkega priokusa so izpisali tudi gasilci iz Tinja. V konkurenci kategorije A so med 60 ekipami osvojili 9. mesto, kar je lep dosežek za podatek, da so na prvih njihovih igrah v Beljaku bili šele 41. Dali smo svoj maksimum, kak smo ga lahko. Pri vaji smo z Mertornem Bezganom smo naredili zelo dober čas, taki, kakšnega smo se ga zamislili na treninge, da ga bo. Zato, ker smo prišli sem, nismo točno vedeli, kak je konkurenca. Na prvem treningu smo naredili čas 33 sekund, potem smo pa rekli, da gremo vsake trening za sekundo dol. In tako da smo dejansko potem na tekmi dosegli naš najboljši čas vaje tukaj na tem Celju. Pri štafeti pa smo računali tam čas okrog 53 sekund, kar je realna slika trenutno, ampak se nam je pač žal zgodila ena napaka in je bil čas na koncu 55 sekund, pa še en prestop na štafeti, kateri je bil malo domljivo dosojen. 9. mesto torej na vaši drugi olimpijadi. In kako je nastopiti pravzaprav pred domačimi gledalci tukaj v Sloveniji? To so neki nepozabni občutki, katerih mislim, da ekipa ne bo pozabila do konca naših življenj. Izvrstni občutki. Ko greš na progo, pa čuješ, slišiš, ko se ti tam dere 10 000 Slovencev, je nepopisno. Svoj drugi zaporedni olimpijski nastop so v Celju doživeli tudi gasilci iz Oplotnice. Tekmovali so v kategoriji A in si priborili 22. mesto, kar je seveda očiten napredek na igre izpred 5 let. Glede na to, da gre to za našo drugo olimpijado zapovrstjo takoj za Beljakom 2017. leta, smo izboljšali rezultat za polovico, tako da kljub temu, da smo imeli na same vaji malce nesreče, ker smo dobili kazenske točke, smo kljub temu zadovoljni z 22. mestom in odhajamo iz Celja z dvignjenimi glavami. Kako pa gledaš na tale domači dogodek, domača olimpijada, predstaviti se pred domačimi navijači? Je zagotovo zastopati barve slovenske reprezentance tukaj na domačih tleh v Celju je nek prav poseben užitek in dogodek, ki ga ni deležen vsak tekmovalec v gasilskih disciplinah. Tako da naši oziroma vrh slovenske gasilske organizacije se je definitivno izkazal z organizacijo te slovenske olimpijade tukaj v Celju, tako da kapo dol.
Od sreče in zadovoljstva pa je na olimpijadi v Celju žarel tudi predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franc Ačko. Ja, vsekakor smo v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica zelo ponosni na svoje ekipe. Morate vedeti, da nekje naše ekipe v članski zasedi predstavljajo skoraj na petino vseh ekip v Sloveniji. Tako da vsaka čast vsem 4 ekipam, zelo so se potrudile. Kako torej še nadgraditi to uspešno sodelovanje na olimpijskih igrah? Ja, sigurno tukaj danes se je zelo dobro pokazalo kilometrina, ki jo ima Šmartno na Pohorje, to se pravi je tradicija, zgodovina, zelo pomembno na takem tekmovanju to, tako da iskrene čestitke njim, tudi ko smo pogledali Kebl za mlado ekipo, tudi stopa po tej poti, tako da vse čestitke tudi včerajšnjim ekipam, tako Tinje kot Oplotnica so bili zelo dobre rezultate, nekaj kazenskih točk, ampak šport, to je veliki pritisk, morate vedeti, da to je odgovornost prvič do sebe, odgovornost nekje do ekipe, odgovornost do društva, ki ga predstavljajo, odgovornost tudi do naše države Slovenije, tako da res smo še enkrat zelo ponosni in iskreno čestitamo. Preden pa se preselimo na sprejem olimpijcev v domačo Slovensko Bistrico, pa vaja ekipe Kebla, glejte in uživajte. Požarni objekt naravnost. Odvzem vode iz potoka. 2 B-cevi do trojaka, po 2 C-cevi, prva in druga. Začenja se je puno Slovjavno da Nemčija. Olimpijsko je osnovno Kebla Slovenija. Sprejemi za vrhunske dosežke so v mestu Slovenska Bistrica že stalnica. Tokratni za gasilske olimpijce je na osrednji stadion privabil navijače od blizu in daleč. Organizator občina Slovenska Bistrica in Gasilska zveza občine sta kljub vroči dopoldanski nedelji uspešno pričakali olimpijske junake. Na prsi gasilcev in Šmartnega in Kebla so se lesketale zaslužene olimpijske kolajne. Na obrazih tekmovalnih desetin iz Tinja in Oplotnice pa ponos, da je pomembno biti zraven in tekmovati po svojih najboljših močeh. Olimpijce so nagovorili z župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, podžupan Oplotnice Slavko Pitrov, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franc Ačko in poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog. V imenu vseh udeležencev olimpijade pa se je občini in županu za sopodporo zahvalil kondicijski trener Tinja Zoran Kregar. Kaj zate osebno pomenijo takšni sprejemi? Veliko si jih že doživel. Ja, zahvalil bi se vsem občini, športni zvezi in vsem medijam, ki podpirate to in res je malo naporno, ampak tudi to sodi k športu. Kako ste bili veseli danes tega sprejema tukaj v mestu Slovenska Bistrica? Če mene vprašate, neprecenljivo, svaka čast vsem, ki so nas tako lepo sprejeli, županu, občini, vsem tudi našim kolegom z društev. Ko vam ne rečem, hvala lepa še enkrat vse skupaj, javnemu zavodu za šport se bo zahvalil, da smo imeli treninge tu, vse ostalo pa mi smo se trudili, smo se potrudili, smo dosegli medaljo. Z veliko mero zahvalnosti gasilcem na vseh področjih njihovega delovanja je z misli strnil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. No, jaz moram reči, da res gre vsem ekipam, ki so nastopile, začestitati, ne že samo vrstitev na olimpijado, je vredna čestitke, tako da v tem smislu so zmagovalci seveda vsi, posebej pa seveda velja čestitka torej dobitnikom medalj, tako šmarskim, ki so bili srebrni, ta jim je še manjkala v kolekciji in pa seveda tudi tistim, ki grejo za njimi, torej Keblom. Pa verjamem, da bodo tudi Tinčani, ki so imeli nekaj malo smole, da bo tudi njim v prihodnje ta tekmovalni del še bolj uspel. Sicer pa gre posebno priznanje že za to, ker na eni strani gasilci opravljajo svojo osnovno poslanstvo. V tem trenutku imamo mi tudi ekipe na Krasu, ker pomagajo pri tem res tej naravni nesreči obvladovati ta požar. No, na drugi strani pa sedaj imamo tekmovalne ekipe, smo imeli tekmovalne ekipe v Celju in to pomeni to, da ob tistem osnovnem usposabljanju ali pa
ki je potrebno za samo delovanje društev, so seveda vsi ti, ki tekmujejo, žrtvovali še bistveno več časa, da so se tako uspešno lahko pripravili za te nastope. In zato jim pa gre še posebno priznanje, tako njim pa tudi njihovim družinam, ker mislim, da so se morali kar čemu odreči. Prispevek pa zakrožimo z delom štafetnega teka gasilcev Šmartnega na Pohorju, ki so tako domov med svoje Šmarčane odnesli naslov olimpijskih podprvakov.